V Sloveniji je na obisku profesorica dr. Mirjam Cvetič, ki že več kot 3 desetletja živi in dela v ZDA. Uvrščajo jo med vodilne svetovne teoretičarke in teoretike fizike visokih energij. Je prva Slovenka, ki je bila predlagana in nedavno tudi izvoljena za članico Ameriške akademije umetnosti in znanosti. Profesorica Mirjam Cvetič, rojena Mariborčanka, še vedno rada obišče Slovenijo, kjer je študirala, potem pa je profesionalna pot zanesla v Združene države Amerike, kjer je med drugim profesorica na eni najprestižnejših visokošolskih ustanov v Pensilvanijski univerzi. Mislim, da za mene osebno to, kar sem dosegla v Ameriki, bi zelo težko dosegla, naprimer v Evropi. To so ideje sanje Einsteina, kjer bi naj odkrili principe poenotenja sil narave, posebno kvantne sile. Znanje ugledne profesorice smo tudi v naših programih v preteklosti že izkoristili, čeprav televizija za razlage teoretične fizike pač ni najbolj primeren medij. Poskusi, da bi poenotili kvantno teorijo z gravitacijo, so bili do nedavnega neuspešni. To je bila situacija do nedavnega, do približno 15 let, ko se je uveljavila nova teorija, tako imenovana teorija strun. Če prepišemo, teorija strun je glavna kandidatka za poenotenje interakcij osnovnih delcev s kvantno gravitacijo. Če ste razumeli, tako je dejala profesorica Cvetičeva leta 2015 v pogovoru za časnik Delo. Obisk v studiu Odmevov je morda priložnost, da profesorica pove, ali je 8 let takrat prineslo kakšen korak naprej. No in naša gostja je dr. Mirjam Cvetič, članica Ameriške akademije umetnosti in znanosti. Dober večer. Dober večer. Vaša strast je od nekdaj odkrivanje nečesa tako nepredstavljivo velikega, kot je vesolje, kljub temu, da prihajate iz države nekako ujete v kompleks majhnosti. Vam pa je uspelo celo v ZDA. Kakšen je recept za uspeh? Želja, sanje, da slediš sanjam poenotenja teorij. To me je tudi gnalo, da sem odšla v Ameriko. Poglejte, pred 40 leti ste zmagali na gimnazijskem matematičnem tekmovanju, že 10 let kasneje med najmlajšimi oziroma najuspešnejšimi mladimi damami v ZDA. Kako vam je uspel ta preskok? Ja, mislim, da tudi izobrazba v Sloveniji mi je odlično pomagala, da je ta prihod, študija v Združenih državah imel zelo dober odskok za mene. In s tem sem tudi nadaljevala svoje želje. Odločili ste se za študij v ZDA, pravite, da bi to znanje težko osvojili v Evropi. Zakaj? Kje je ta razlika? Tedaj v Sloveniji to področje še ni bilo razvito, to je bila v glavnem nuklearna teorija in seveda Amerika, velika država, je bila vodilna na področju teorije visokih energij, kar sem ja želela študirati in potem tudi prispevati znanstveno. Kot smo slišali v prispevku, ste strokovnjakinja tudi za tako imenovane črne luknje. Kako to najbližje približati nestrokovni javnosti, je seveda zanimivo vprašanje. Še vedno se to ljudje nekako predstavljajo kot portal, vrata med dvema galaksijama. Zakaj pravzaprav gre in kakšna je tista zdaj najbolj obče širše sprejeta teorija? Črne luknje so del rešitve teorije gravitacij. In so objekti, ki imajo tako močno gravitacijo, da karkoli gre proti njim, jo absorbirajo. To je tako močna gravitacija. Pri poenotenju gravitacije z ostalimi teorijami delcev pa je tukaj teorija strun, ki nam da na eni strani teorijo delcev, na drugi strani gravitacije in posebne črne luknje, ki sem jih jaz tudi študirala v okviru teorije strun. Ja, teorija strun je vaše področje. Imeli ste nek obširen intervju pred leti za časopis Delo. Je teorija strun po 7-8 letih zdaj bolj dokazana, bolj sprejeta? Teorija strun je v bistvu edini kandidat kvantnega poenotenja gravitacije z ostalimi silami narave. S tem, da smo v njej razvili mnogo novih konceptualnih stvari, tudi razumemo boljše strukturo črnih lukenj, dinamične lastnosti črnih lukenj, ki so vse del te teorije.
poenotenja gravitacije z ostalimi silami narave. Postali ste prva Slovenka, članica Ameriške akademije umetnosti in znanosti. Kakšen dosežek je to pravzaprav, kaj vam to pomeni in kako je to vplivalo na vašo nadaljnjo kariero? Mislim, da je to zelo velika čast in sem zelo ponosna in hvaležna, da sem bila izvoljena v to prestižno najstarejšo akademijo. S tem je tudi se dokazalo, da sem del te špice, znanstvene špice, ne, in tudi na področju visokih energij, da sem ena od teh par izbranih znanstvenikov na tem področju, ki so dobili to priznanje. Že nekaj časa ste tudi svetovalka vlade Združenih držav Amerike. Kaj točno jim svetujete? To so svetovalni organi na visokem nivoju, kjer svetujemo plane za planiranje novih eksperimentov in tudi priporočamo financiranje, ki ga potem vlada oceni in na osnovi teh priporočil odobri. Pravite, da vas vsaka nova odkritja vesoljskih zakonitosti še vedno vznemirijo, da vam zaigra srce. Sigurno. Kaj vas danes morda najbolj še zanima? Trenutno se zelo koncentriram na razumevanje tudi kvantne teorije delcev v povezavi z gravitacijo in tako imenovani geometrijska osnova teh simetrij. Ker če ima narava neko določeno lepoto, upamo, da bomo s teorijsko fiziko to odkrili. Ves Slovenijo je ostala, tukaj imate, mislim, da tudi mamo, če sem prav razumel. Sodelujete s ljubljansko fakulteto za matematiko in fiziko. Ko primerjate naše znanje danes z znanjem v ZDA, kako kvalitetne so naše fakultete, koliko so napredovali v zadnjem obdobju? Omenila bi vam tudi rada, da sem tudi član Inštituta za aplikativno matematiko v Ljubljani in gostujoča stalna profesorica na univerzi, tako da pogosto prihajam nazaj in vidim tudi napredek, znanstveni napredek tukaj, globalizacijo slovenske znanosti, povezavo z Evropo in mislim, da je to zelo pozitiven napredek in sem vesela tega. Ker se počasi bližava zaključku pogovora, še eno vprašanje, precej znanstvene teme danes, pa vendarle, ko raziskujete vesolje, ali je mogoče ostati čisto znanstveno zakopano vaše delo, ali ko govorimo o nečem tako velikem, neraziskanem, pride zraven tudi vprašanje, religije, česa drugega, tretjega? Ja, to moram osebno povedati, da verjetno kot znanstvenik se še zmeraj posvečam znanstveni strani. In to je šele v ozadju mogoče pozneje. Najlepša hvala za obisk v našem studiu. Najlepša vam hvala.